Marsikdo ima občutek, da iz trgovine za isti denar domov prinese vse manj. Mesečne položnice v številnih gospodinjstvih povzročajo več skrbi kot nekoč. Če je bila pot do lastnega doma pred leti za marsikoga dosegljiv cilj, danes visoke cene stanovanj in najemnin vse pogosteje pomenijo dolgoročno negotovost, zlasti za mlade družine in posameznike. Življenje se je v zadnjih letih občutno podražilo, od hrane in energentov do storitev in bivanja. Statistični podatki kažejo, da so se cene življenjskih potrebščin v zadnjih 15 letih močno zvišale. Posebej izrazit skok pa je sledil po letu 2021, ko so rast cen pospešili epidemija, dražji energenti in motnje v dobavnih verigah. Tudi v evrskem območju gospodinjstva za hrano namenjajo precej več kot pred nekaj leti, saj so se stroški hrane od leta 2019 povečali približno za tretjino. Cene življenjskih potrebščin so se v zadnjih 15 letih v povprečju zvišale za 40%. Hrana se je podražila za 63%, pri čemer se je najbolj podražilo meso za slabih 83%, od tega najbolj goveje in sicer kar za 121%. Dražji kot pred 15 leti so tudi mleko, mlečni izdelki in jajca. Ti so v povprečju dražji za skoraj 54%. Sadje se je podražilo za 65%, zelenjava pa za 51%. Prav tako je dražji kruh, in sicer za 45%. Ob tem se storitve dražijo hitreje kot blago. Rast cen pa se je najbolj pospešila po letu 2021 in vrhunec dosegla leta 2022. Med najbolj občutnimi podražitvami so najemnine, ki so se v Sloveniji v zadnjih 15 letih zvišale za kar 85%. Cene stanovanj pa rastejo že 11. leto zapored in ostajajo na rekordno visokih ravneh. Po podatkih Statističnega urada so nepremičnine v Sloveniji danes najdražje doslej, zlasti v Ljubljani in na Obali, kjer so cene za številne že težko dosegljive. Rast cen nepremičnin pa ni le slovenska posebnost, saj jo občutijo po vsej Evropi. Po podatkih Eurostata so se cene stanovanj v Evropski uniji od leta 2010 zvišale za več kot polovico, najemnine pa za približno četrtino. Pri čemer so v nekaterih državah, kot sta Estonija in Madžarska, zrasle še precej bolj. Slovenija pri tem sodi med države, kjer dostopnost stanovanj vse bolj postaja socialni in razvojni izziv, predvsem za mlade in družine. Med storitvami, ki so se najbolj podražile, izstopajo zbiranje odpadkov, gostinske storitve, okrepčevalnice in menze, potniški prevoz ter poštne storitve. Zakaj se cene zvišujejo hitreje od občutka rasti življenjskega standarda in kako to vpliva na plače, nam je pojasnil ekonomist Anže Burger. Glavni razlog je vsekakor visoka rast količine denarja v obtoku, zlasti po veliki recesiji in pa potem po COVID pandemiji in torej tudi energetski krizi, ko so centralne banke povečale količino denarja v obtoku. Drugi vzrok je pa ponudbeni, torej šlo je za več ponudbenih šokov, od torej šokov v preskrbnih verigah v času COVID pandemije, potem energetska kriza je podražila surovine, energente, ki vstopajo kot input v proizvodni proces in dražijo proizvodnjo dobrin in pa tudi omejitve, kar se tiče ponudbe, zlasti nepremičnin, v večini držav, predvsem pa tudi v Sloveniji, ta omejena ponudba gradnja je povečala cene nepremičnin. Najbolj podražene so prav stvari, brez katerih ne gre. Hrana, najemnine, pijača in vsakdanje storitve, zato to najmočneje občutijo ravno družine z nižjimi prihodki, mladi in upokojenci.
Če mladi vse težje pridejo do samostojnega doma, številni upokojenci in družine opažajo, da jim po plačilu osnovnih stroškov ob koncu meseca ostane vse manj. Evropski podatki kažejo, da vse več ljudi velik del prihodkov porabi zgolj za bivanje. Med mladimi pa skoraj desetina že živi v gospodinjstvih, kjer stroški stanovanja presežejo 40% razpoložljivega dohodka. Čeprav plače rastejo, življenjski stroški za marsikoga rastejo še hitreje. Hrana v evrskem območju danes v povprečju stane približno tretjino več kot pred nekaj leti, zato podražitve niso več le številke v statistiki, temveč vsakdan, ki ga občutimo skoraj pri vsakem nakupu. Če ste gospodinjstvo z nizkimi dohodki, ki večino nameni za ali najemnino ali pa prehrano, je inflacija lahko celo znižala realno plačo, v resnici pa povprečju recimo od leta 2014 so se plače povečale za okrog 60%, povprečna plača, medtem ko je bila rast cen 30%, tako da je vsem prišlo do dviga 30% dviga realne plače, ampak kot rečeno, ne za vse prebivalce v Sloveniji. Ne? Če primerjamo vsakdanji nakup pred 15 leti in danes, razlika hitro postane očitna. Liter mleka, za katerega smo leta 2011 pogosto odšteli okoli 80 centov, danes stane približno 1,5 evra. Kilogram kruha, ki je stal okoli 1,5 evra, je danes pogosto že precej nad 2 evroma. Podobno dražji pa so tudi meso, sadje in zelenjava. Za isti znesek denarja tako danes iz trgovine odnesemo občutno manj.